Danes v Pomurskem dnevniku razmere se še ne umirjajo. Pozitivni učinki vitamina D. V Beltincih prosijo za pomoč. Pomurske nogometašice v Ligi prvakinj. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Razmere v domovih za starejše se še ne umirjajo. Recimo v torek so kar 15% vseh potrjenih primerov predstavljale okužbe stanovalcev v domovih za starejše. Največ aktivno okuženih je še vedno v Pomurju, kjer smo preverili razmere v domovih za starejše. V Ljutomerskem domu za starejše se je v prvem valu koronavirus širil kot požar, v drugem valu pa so bili med redkimi, ki okužbe med stanovalci še niso zaznali. A tudi to se je v prejšnjih dneh žal spremenilo. Ja, na nek način je virus vendarle vdrl tudi v naš dom. Dve stanovalki, ki smo jo sprejeli, sta bili po 2-3 dneh v sivi coni. Se je izkazalo, da sta pozitivni. V enem primeru je šlo celo tako, da je prišla iz bolnišnice, ob dnevu odpusta je bila negativna. Naknadno smo bili obveščeni, da pa je vendar bila tam v sobi tudi z okuženimi. Žal se je potem izkazalo, da je pač nastopilo obdobje, ko se je virus tudi potrdil pri njima. Toda predvsem zato, ker se držijo načela, da morajo vsi na novo sprejeti stanovalci v enotedensko karanteno, upajo, da okužba ni zašla globlje v dom. Širjenje okužb po Pomurju se sicer še vedno ni stabiliziralo, dnevno odkrije od 150 do 200 primerov. Vsak dan je kar precejšnje število obolelih, sicer te številke dokaj nihajo. Čez vikend je ponavadi malo manj, tu nekje se giblje med 150 do 200 primerov na dan. Sicer primeri so razpršeni, to pomeni, da po celem Pomurju posamezniki, delovne organizacije, domovi kar precej prispevajo tem številkam. Kar precej primerov je tudi iz Avstrije. Borba z okužbami pa poteka tudi v vseh enotah doma starejših Rakičan. Pri njih je trenutno okuženih 62 stanovalcev. Opozarjajo na stiske ljudi v domovih. Kajti moramo vedeti, da je to še posebej toliko bolj poudarjeno pri osebah z demenco, ki najbolj ne razumejo tega stanja, ne vejo, zakaj se taki ukrepi uvajajo. Z njimi je pa pač težko potem v tej situaciji tudi delati, kajti zaposleni in lahko zadeve pojasnijo, pa njim morajo to pojasnjevati vedno znova. V domu Kuzma, kjer so v preteklih tednih delali celo okuženi zaposleni, je trenutno v rdeči coni le še 13 starostnikov. Od 91 stanovalcev jih je bilo kar 67 pozitivnih. Zdaj je čutiti že nekaj več optimizma. Ja, med stanovalci in tudi med zaposlenimi je čutiti nekaj več energije, stvari nam kažejo na boljše. Tako da upamo, da bomo čim prej tudi iz tega obdobja. Trenutno imamo še 13 v rdeči coni stanovalcev, tako da upamo, da bodo čim prej preboleli okužbo. Poudarjajo pa, da je iskanje krivca za okužbe v domovih za starejše povsem nesmiselno. Mnogo ljudi ne kaže nobenih znakov okužbe, tudi naše zaposleni ne. Naši ljudje hodijo na obravnave v bolnico, v specialistične ambulante. Tudi zdravstveno osebje v naših domskih ambulantah je okuženo. Zaposleni ne vejo, kdaj so se okužili in ali so okuženi. Dodaja še, da si zaposleni zaslužijo dodatke, saj delajo pod nenormalnimi pogoji v polni zaščitni opremi 12 in več urne delovnike. Danes ob 18:15 boste lahko ogledali pogovor z Bojanom Madjarom iz Pomurskih lekarn, ki je govoril o uporabi vitamina D in njegovih pozitivnih učinkih. Poglejmo si kratek izsek, kjer je govora o tem, zakaj bi sam priporočil uporabo vitamina D. Ti prvi izsledki kažejo na to, da določeno vlogo vsekakor ima. Zaenkrat ne vemo jasno povedati, kakšna je ta vloga. Bi rekel tako, da pač priložnost seveda mu damo, tako kot damo priložnost tudi vsem drugim ukrepom. Je pa treba jasno povedati, da to ni neko čudežno zdravilo. Velika težava bi bila, če bi sedaj zaupali popolnoma vitaminu D in opustili vse druge preventivne ukrepe, kajti to se nam lahko vrne kot bumerang in lahko spet
predstavlja za populacijo preveliko tveganje. Predvsem verjetno ljudem, ki so bolj ogroženi, pri katerih pričakujemo težji potek bolezni, to so vsekakor seveda starejša populacija in drugi dejavniki tveganja, kot so določene kronične bolezni, tem vsekakor priporočamo. Težko je tudi tako nasplošno povedati, ne vemo vsak zase, koliko vitamina D imamo, ali ga imamo dovolj, ali ga nimamo, ampak glede na rezultate raziskav, ko so tudi v Sloveniji gledali populacijo in kakšna je nekako preskrbljenost z vitaminom D, načeloma ugotavljajo predvsem v teh zimskih mesecih, da nam kar precej pade in da lahko predstavljajo tudi to tveganje. Tako da vsekakor priporočamo tudi v lekarnah, ko ljudje sedaj res bolj prihajajo in iščejo pripravke z vitaminom D. Seveda je pa potrebno tudi postopati na način, da ne ogrozimo posameznika, kajti previsoki odmerki, podvajanje odmerkov, dajanje vitamina D ljudem, ki ga naj ne bi prejemali, ker imajo določene bolezni, kjer lahko poslabša, še posebej, če damo velike odmerke, tu je pa treba biti pozoren in previden. Epidemiološko stanje v Beltincih je že nekaj časa zaskrbljujoče. Eno izmed žarišč v občini je tudi tamkajšnji dom za starejše. Zato zdaj prosijo tiste, ki so pripravljeni, da jim priskočijo na pomoč. Direktor doma Hugo Mavčec je v izjavi za javnost povedal, da je v domu trenutno s koronavirusom okuženih 46 stanovalcev in 12 zaposlenih. Mavčec ob tem poziva prostovoljce, da se odzovejo povabilu na pomoč v domu. Manjkajoči kader zapolnjujejo s pomočjo zdravstvenih delavcev okoliških zdravstvenih in zdravstveno-varstvenih ustanov. Prav tako so jim v veliko pomoč prostovoljci Karitasa. Za požrtvovalnost so zelo hvaležni, saj jim tovrstna pomoč pomeni veliko. Poziv vsakemu, ki bi jim želel pomagati, velja tudi danes. Zato vse zainteresirane posameznike vabimo, da nam sporočite vašo pripravljenost po pomoči. Takoj, ko se bo pojavila potreba za vašo vključitev, vas bomo kontaktirali. Potrebujemo pomoč pri delitvi hrane, pri postiljanju in preoblačenju postelj, transportu materijala in odpadkov ter pomoč stanovalcem. V primeru zares izredne situacije iščemo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so zato ustrezno usposobljeni, je zapisal Mavčec. Nogometašice Nona Pomurje Beltinci so se uvrstile v elitno ligo prvakinj. To jim je uspelo prvič po letu 2014. Pomurje bo imelo svoje predstavnice v elitni nogometni ligi prvakinj. Nogometašice Nona Pomurje Beltinci so v Gornji Radgoni s 4-1 premagale Ferencvaroš in se po 6 letih ponovno prebile med 32 najboljših ekip v Evropi. Pomurske nogometašice so pred Ferencvarošem premagale črnogorsko Breznico, tokrat pa 4-1 še madžarske tekmice. Osrednja junakinja srečanja je bila Kaja Korošec, ki je dosegla hat-trick, še en zadetek je prispevala Špela Kolbel. Po vodstvu Pomurk z 2-0, za katerega sta v 27 minuti zadeli Špela Kolbel, 10 minut kasneje pa še Kaja Korošec, so se Madžarke v igro vrnile z zadetkom Evelin Mozdoči, kaj več pa jim ni uspelo. Zmago nogometašic Nona Pomurje Beltinci je svojim drugim in tretjim zadetkom v 73 in 80 minuti potrdila Kaja Korošec. Na vladi je predlog zakona o davku na motorna vozila, ki predvideva prenovo obdavčitve motornih vozil zaradi nove metodologije merjenja izpustov, ki bo uveljavljena z letom 2021. Kot je zapisano v predlogu zakona, ki ga bo vlada predvidoma sprejemala na naslednji seji, predlagane spremembe odpravljajo med drugim dodatni davek na motorna vozila, tako imenovani luksuzni davek, s katerim so se doslej obdavčevala osebna vozila s prostornino od 2,5 litra in motorna kolesa, 3 kolesa in 4 kolesa s prostornino od 1 litra. Na Ministrstvu za finance namreč ugotavljajo, da se v praksi zaradi visoke obdavčitve motornih vozil z dodatnim davkom na motorna vozila zavezanci odločijo za registracijo vozil z večjo prostornino v tujini. Ob tem je cilj zakona tudi spodbujanje k nakupu okolju prijaznejših motornih vozil. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka. Po izračunih ministrstva se bo tako obremenitev kupcev novih motornih vozil v povprečju zmanjšala. Lani so namreč kupci novih vozil v povprečju plačali po približno 460 evrov davka, po tem predlogu pa se bo ta znesek ustavil pri približno 160 evrih, kar pomeni zmanjšanje davčne obveznosti v povprečju za več kot 65%, so zapisali v predlogu. Pričakovati je sicer predvsem zmanjšanje obremenitve avtomobilov višjega cenovnega razreda, saj bo odpadel dodatni luksuzni davek.
To bo imelo tudi javnofinančne posledice, saj je v državnem proračunu zaradi tega pričakovati za vsaj približno 8 milijonov evrov manj prihodkov. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 4, v Radencih in Murski Soboti 6, v Lendavi pa 7 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 2 do 4, dnevne pa od 9 do 10 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V soboto bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do -1, čez dan pa od 6 do 9 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.